Vse je dobro, kar se dobro konča. Dolgo nogometno popoldne v Dobu je dobilo epilog po podaljških in izvajanju 11 metrov. Četrtfinalist pokala Hervis je NK Maribor, vsi izvajalci udarcev z bele točke v našem moštvu so ohranili mirno kri, pri domačem drugoligašu pa je zgrešil Mešanović. Predtem smo spremljali revijo priložnosti naših nogometašev, kar 4-krat je zadetek preprečil okvir vrat, junak pa je postal razpoloženi domači vratar Albin Vezirović. Po evrogolu Kunslja se je domača ekipa povsem pomaknila v obrambo, Bunker pa je vmes prebil Volaš. Nato pa je sledila drama s srečnim koncem. Koliko nepričakovano, dolgo nogometno popoldne v Dobu? Pokalne tekme so velikokrat take, da nas to ni presenetilo, nismo si želeli igrati tako dolgo, želeli smo premagati nasprotnika veliko prej, vendar se je s tem, ko smo prejeli zadetek, ta njihov zadetek je bil res evrogol, redko viden, smo si potem precej zakuhali, po domače povedano, veliko energije je bilo potrebne vložiti za zmago. Res je, da smo imeli zelo veliko število priložnosti, nažalost smo izkoristili samo eno in potem trpetali do konca. Porabili veliko energije, imamo tudi poškodovanega igralca, tako da ta dan danes lih ni najbolj prijeten.
Je že znano, kakšno je stanje z Dejanom Mezgo? Ne, prav zasigurno ne vemo, vendar ima hude bolečine. Zdaj pa bojo nadaljni pregledi pokazali, kaj točno je. Še pogled proti Soboti, ko bo tekma nekaj kilometrov stran od tukaj. Tako je, pred nami je kar kmalu jasno zelo težka tekma proti nasprotniku, kateri v letošnji sezoni kaže izredne igre. Naša naloga je, da se v teh 2 dneh do tekme kar se da dobro regeneriramo. Imamo nekaj težav v moštvu, s to novo poškodbo je ta lista večja, vendar kljub temu in kljub veliki porabi danes, veliki porabi energije, gremo v Domžale na zmago, močno motivirani, z željo, da osvojimo 3 točke. Pokalno tekmovanje je ponovno potrdilo nepredvidljivost. Ja, res je. Vemo, da pokalna tekmovanja po svetu res pišejo čudne zgodbe, ampak nam je pač danes uspelo, da smo zmagali, pač po penalih, ampak zmaga je zmaga in najbolj pomembno je, da smo napredovali. Pri 11 metrovkah ste vsi ohranili mirno kri. Ja, res je, pač vsi smo zadeli, pač smo se zmenili, da gremo penale, da mirno streljamo in pač oni so enega zgrešili, mi smo vse zadeli in gremo naprej. Dogajanja med tekmo pa so bila vse prej kot običajno, 4-krat okvir vrat. Res je, imeli smo dosti priložnosti, mogli bi zadeti, ne vem, moglo bi biti 5 razlike, ampak nič nam ni šlo. Igrišče je bilo težko za igro, nasprotnik je bil res napaljen, pač igrali so proti Mariboru. Ampak dobro, pač najbolj pomembno je, da smo napredovali in pač gremo naprej. Soboto že nova tekma, prvenstvena, tukaj blizu, v Domžalah. Ja, res je, pač edino škoda, pač, da smo odigrali 120 minut, pač to nas je zdaj zmučilo, ampak zdaj se moramo čim boljše pripraviti za Domžale, moramo se spočiti, regenerirati in gremo na zmago v Domžalah. Kako se je počutil zadnji izvajalec 11 metrovke pred udarcem? Ja, zdaj precej dobro, predtem pa zelo slabo, ker pač ni nam uspelo premagati ekipo Doba že prej. Danes mislim, da smo slabo odigrali, nismo ostali skupaj in še dobro se je končalo. No. Se spomniš, da si na zadnje meril z bele točke? To pa res se ne bi mogel spomniti. Mislim, da dosti časa nazaj. Tekma bila kar nenavadna, ogromno priložnosti, pa žoga nikakor ni hotela v mrežo. Ja, žoga ni hotela v mrežo, njim je uspel nek Eurogol in so povedali, se malo zaprli. Mi smo nekako poskušali pol dati ta gol, da bi vsaj izenačili in pol še kakšnega, da zmagamo, vendar še dobro, da smo dali tisti izenačujoči gol, tako da še dobro se je išlo. Ne. Po tem pokalnem boju je zdaj na vrsti prvenstvena tekma v Domžalah. Ja, zdaj se je treba predvsem regenerirati in potem osredotočiti na tekmo z Domžalami, ki je zelo pomembna, ker se borimo z njimi za vrh in jaz upam, da bomo zmagali in tako šli na vrh v našem prvenstvu. Ne.